Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Zadnji dan prebujanja, zgodnjega jutranjega prebujanja za Mateja Repiča. Ja, upajmo, ne? Upajmo. Ja, ker zdaj vprašanje, Jeger naj bi jutri prišel nazaj, samo noben ne ve. V kakem stanju je, če je, ampak verjamem, da je užival v zasluženem 3. dopustu letos že. Ja. To je šele začetek. Ja. Mislim, pač počakajmo na jutri. Jaz bi se ti zahvalil, Ana, za zanimivo razmišljanje o mamah medvedkah, ko je bil v tem studiu Tine danes. Pa kaj? Ne, sej. Se vem, da grizli je pač pasma, kako se reče pri medvedih. Pasma je, bolj vrsta, ne? No to ja. Pač htela sem samo podariti, da ne glede na vrsto, da pač ženska, torej samica, zna biti bolj napadalna. To je pri vseh sesalcih. Ja, res pa v nekaterih vrstah pajka. Ker bi tudi lahko vlekli sporednice, samo nočemo zdaj mogoče. Toneš. Ja, vse za to. Ja. Tako da vabljeni, da prisluhnete našemu podcastu, če ste zamudili, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. Ponedeljek je, gremo v nov delovni teden, ki je plosknil, ilovčev, kljajoč. Ne gre, ne morem. Hakljajoč. Ja. Ene besede so pač pretežke. Če videl ne bi s takimi težkimi besedami v ponedeljek zjutraj. Predvsem jaz, ker Matej očitno gre. Vikend je mimo, kaj smo kaj čez vikend, Ana? Nič ekstremnega. Dobro, lepo. Vsak je fajn. Da bi rekla, da zdaj ful se nekaj. Viš, pa se sprašuješ, zakaj ti kradejo vikende, če jim pustiš, da ti ga vkradejo. Ne, ful se mi je vleklo ta vikend. Dolgo je trajalo, res. Vsa čast. Bravo. Od petka, tistim, ki so imeli kaj tega. Od petka, ko smo to rekli adijo, do danes je trajalo vsaj 2 leti, se mi zdi. Res? Ne vem. Meni pa 3 trenutke. Ti si bil viden županom, Matej, čez vikend? Ja, več pa ne povem. Kasneje, ne, te povej. Ker povej, kaj na čistilni, ne? Tako, malo sem pomagal čistiti in preveril, kakšno je stanje, koliko ljudi se je odzvalo, kako je župan zadovoljen s stanjem. Je bila uspešna akcija? Ja, seveda. Ja, res, župan je bil zelo zadovoljen z udeležbo in se mu zdi, da razumemo, da je to naše okolje in smo del tega. In da smo radi v čistem. Ja, in je isto, kot če smetiš, kot da bi v svoji dnevni sobi smetil. Ne? To drži. Ja. Bi se pa hkrati županu upravičil, da smo čez vikend spustili regenta njega. Ne bi se upravičil, pač včasih smo brez milosti. Pač dežurni je bil za vikend, pa pač nameslo, ne? Se zgodi. Ja. Je pa res, da smo ta vikend malo prenavljali, v Bajti smo adaptirali, poznate verjetno ta sistem. Je Roman prišel, pa je parket položil. Pa gor vrezo. Ja. Ne, vrhunsko res. Ja, res je lepo. Vrhunski novi parket imamo, ker to, kaj je bilo prej, je bilo pač slabo. In kar je zanimivo, talne obloge, ki so bile pred tem, najbolj so šle na razno oziroma bile uničene pod stolom Matica igra. Res je. Ja, tudi to je res, ja. Si opazila? Ja. Jaz sem vsak dan gledal, kako se luknje večajo. Res? Ja, ti nimaš nič, nisi za to odgovoren, ne? Ne, jaz sem samo opazovalec. No, v vsakem primeru je tudi v duhu te adaptacije. Z Matejem smo kar se ukvarjala s pohištvom. Aha, v petek sta razmontiravala, ne, kot se reče. Ja, ker sem prišla v soboto in je bil studio, v bistvu je bil tako, da na Kramarskem sejmu delam celi dan. Nekaj smo mogli odložiti, te pač tu, ker čez vikend se ve, ko nas ni tu, je tako lahko. No, samo smo lepo odložila. Ja, lepo. Pač polno je bilo, no, kaj narečem. Ja. In moram reči, da imam samo en prst malo plavi, tako da to jaz ocenjujem kot izjemno uspešno. Ja. Jaz sem dobil predale v piščali. Okay. Dobro jutro. Dobro jutro. In kot obljubljeno, čas, da na začetku tedna rešimo celi teden. Tu je tedenski horoskop. A te me je za na začetku vprašal, kaj si zapomnila, kaj sem vala, da ne? Kaj pa si po horoskopu? Dvojček. In zakaj bi to vedela? In zakaj si nisi to mislila? Ja. To dvoličnost. No, poglejmo. Oven, ohranite fokus in pogumno nadaljujte svojo pot, saj ste na pravi poti. Iskrena komunikacija vam bo olajšala odnose in prinesla jasnost. Izogibajte se drami. Bik.
Razkritja vam bodo pomagala videti stvari bolj jasno in sprejemati boljše odločitve. Spremembe v rutini ali nove priložnosti vam lahko odprejo pomembna vrata. Bodite odprti za pogovore in nove informacije. 2. Pazite na besede in ohranjajte miren pristop v komunikaciji. Sodelovanje z drugimi vam bo prineslo več kot samostojno delo. Zdaj veš. Rak. Ne reagirajte prehitro, temveč raje opazujte in se učite iz situacij. Doma lahko pride do napetosti, zato ohranite mirno komunikacijo. Lev. Postavite meje in ne razdajajte energije tam, kjer ni cenjena. Osredotočite se na svoje cilje in ne dovolite, da vas motijo drugi. Devica. Nova energija vam prinaša zagon in ustvarjalnost pri delu. Zaupajte svoji intuiciji in bodite odprti za nove priložnosti. Poskrbite za telo z dovolj počitka in hidracije. Tehnica. Prosim lepo. Ja. Čas je, da prenehate pretiravati z ugajanjem drugim. Postavite jasne meje in se osredotočite na svoje cilje. Finančno načrtujte dolgoročno in poskrbite za svoje zdravje. Če se kdo ne trudi ugajati drugim, je to Dejan, ne? Da tu ne vem, kaj se je zgodilo. Vidi zdaj, Ja. so izjeme ali pa je to vse skupaj brez veze, odloči se. Ali pa pač nisi tehnica danes. Izvoli. Škorpijon. Poskrbite za ravnovesje in preprečite preobremenjenost. Domače okolje vam bo nudilo oporo in mir. Strelec. Organizacija vam bo pomagala obvladati številne obveznosti. Pazite na podrobnosti pri dokumentih in financah. V osebnem življenju vas čakajo zanimivi stiki ali ponovna povezovanja. Kozorog. Ostanite mirni tudi ob pritiskih in ne hitite z odločitvami. Dajte prostor sebi in drugim za razmislek. Skrb za notranje ravnovesje bo pozitivno vplivala tudi na zdravje. Vodnar. Napetosti se umirjajo in stvari se postavljajo na svoje mesto. Z osredotočenostjo boste dosegli dobre rezultate, iskreni pogovori pa bodo okrepili odnose. In pa še ribi. Čaka vas dinamično obdobje z veliko nalogami. Organiziranost vam bo pomagala ohraniti nadzor nad situacijo. Poskrbite za duševni mir z redno sprostitvijo. Katera sprostitev skrbi za duševni mir, drage ribe? In še ostala odprta vprašanja. To je bilo v našem tedenskem horoskopu, tako da upam, da ste dobili informacije, ki jih rabite. Če ste ga zamudili, kmalu v naši audio špajzi na tutiradio.si. Brez tega ne gre. Evo, dobro jutro. Dobro jutro. Gremo zdaj v ponedeljek, za pa res lahko. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Veš, Matej, če bi tebi bilo ime Valerija, bi lahko govoril, le jaz pa imam komad in sem Valerija. Ja, sem kar dobro. Nisi, tako da čestitke vsem Valerijam, v bistvu, ne? In dobro Med drugim, jutro. in dobro jutro. Ok, šport čez vikend, to vedno ponedeljek zjutraj malo pogledamo. Prva in mislim, tako se je pravzaprav tudi zaključilo in najbolj odmevna ta vikend zagotovo, glede na to, da so naši fuzbalerji bili fraj. Igrajo jutri v Kopru ob 6. popoldne z neposrednim prenosom na Totem Radio, seveda. In glede na to, da je pač, da Beni tudi igra danes, da ni igral čez vikend, ne, nismo tega tako spremljali, je bila osrednja verjetno ta klasika Paris-Roubaix, kolesarska dirka, ki je pravzaprav še edini spomenik, ki fali Tadeju Pogačarju. Lani je bil drugi za Van der Poelom, letos pa drugi za Van Aertom. Ampak Ja, minimalno drugi, ne? 260 km dolga dirka in potem na koncu zgubiš za 2 metra. To je neverjetno. Pa večino časa je vodu, ne? Ja, pa morajo sam vse delati, sej. Taktično, ker bom rekel tako, bom uporabil izraz, ne mi zameriti, ampak taktično pizdunsko je Van Aert. Ja, lepo zavedka, ne? Kolesarju to celi cajt in pol na koncu ven in ja, zdaj sem pa zmagal. Ja. Tako da, pa nič, Tadej ima seveda ogromno priložnosti, pa tudi če ne, to niti absolutno malo ne zmanjša vseh njegovih uspehov in statusa, ki ga ima. Naj samo pogleda na svetovno kolesarsko lestvico, kjer so vsi ostali na zemlji, on pa nekje v vesolju, glede na osvojene točke. Je tudi zelo zanimiva ali pa pomembna športna zgodba, ki se je zgodila ta vikend. In sicer Španski ligi? Ne vprašam, samo hvala, ne. So nekaj jokali tam. Ja. Mislim, vse veš,
pustimo. Meni tudi gre včasih na živce. Samo ne smemo o tem govoriti. Ne, ker je veliko vprašanje je bilo, ali bosta Hrgota in Tepeš ostala trenerja obeh naših skakalnih reprezentanc. Vemo sploh Hrgo, to so mamili Nemci z markami, ne, in markami. Dobrodošli v leto 82. Ja. No, ampak ne, Hrgo, to so mamili Nemci, ampak se je vseeno odločil, da bo nadaljeval tukaj z najboljšim skakalcem, enim najboljših v zgodovini in seveda ostalo super reprezentance, enako pa pri puncah, ne. Sej, po svoje tak, če gledaš, jaz tak nisem verjel, da bosta kamorkoli šla, ker moraš biti nor, da imaš najboljšega, pol pa greš. Res je, ja. Čeprav se veš, ko si na vrhu, veš, kak je za skakalci, ne? 1-2 sezoni, pol se pa kaj zgodi v glavi, kaki preklik, pol pa naenkrat. Ja, tam so res tema, ne? Malenkosti odločajo. Ampak super, vsaj ti strokovni kadri ostajajo enaki in tako si lahko obetamo še eno super sezono. Timo Gajserju pa žal včeraj ni šlo na Sardiniji, v obeh dirkah je povečkrat padel in na koncu Grand Prix zaključil na 8. mesto. Ampak sezona je še dolga in glede na to, da gre za sezono privajanja na nov motor in novo ekipo, vseeno zaenkrat mu gre res dobro, tako da bomo tudi v nadaljevanju absolutno navijali in držali pesti zanj in za njegove super predstave. 6:23 minut. Dobro jutro. Dobro jutro. Dovolj čričrija, Ana, ne? Ja, dovolj čričrija. Hvala ti za špansko ligo, ja, no, pač, prijateljica. Nekaj moram dodati. Draga sodelavka. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, nekaj pa se je zgodilo, ne? Vse od volitev sem vsak dan zjutraj spraševal Jegra, kaj so se že zmenili. Odgovor je bil ne vedno. Nekaj pa so se zdaj zmenili, sicer ob koncu preteklega tedna, ampak bil je vikend mes. Imamo novega predsednika državnega zbora, kar presenečenje moram reči, da je bil na to mesto izvoljen Stevanović. Ja. Prvak stranke Resnica, nove stranke v parlamentu. Res je. Z najslabšim rezultatom med vsemi izvoljenimi strankami. No, ampak je pa bil, ja, Resnica, ja. Tako, no, ja, tudi vseeno, to je zanimivo. Je pa zdaj predsednik državnega zbora in to je zdaj, sicer se glede koalicije in mandatarja in vse to še ne ve in tudi 30-dnevni rok zdaj teče, ki ga ima predsednica, ne, ki je seveda povedala, da ne želi sploh nič, dokler ne zve, kdo je naročil storitve Black Cube, ali kaj so že, Black Box, ali kaj so? Black Cube. Black Cube v Sloveniji, ampak je pa ta izvolitev odprla številna vprašanja, ne? Ali pa pač ene zanimive. Ja, malo mogoče se že vidijo obrisi, morda prihodnje koalicije. In seveda bo pa zanimivost, da bo dosti zarečenega kruha, ne, pojedenega. Okay. Ja. Kaj to pomeni? Ja, zanimivo, ne, recimo Logar iz Demokratov je rekel, da ne gre v vlado, kjer ne bo vse ene leve stranke. Stevanović je celo overil izjavo, da ne bo nikdar sodeloval ali pomagal vladi Janeza Janše. Čeprav, ker si je svojo politično kariero celo zgradil tako, na tistih protestih leta 2021. Ja. In kot tretje, Janez Janša pred volitvami dejal, da ne bo sestavljal vlade, če skupaj s trojčkom NSI, SLS in Fokus ne dobi vsaj 46 glasov, kar se tudi ni zgodilo. Ampak vsi zdaj pa razmišljajo dalje. Ja, zelo kaže v to smer, da bodo lepo pojedli. Zelo so se nažrli besed, bomo rekli. In mogoče se nam to zdi zdaj tako spektakularno, zato ker je res prvič to v Sloveniji, da je kak politik nekaj rekel, pa potem pojedel svojo besedo. Ja. Ker je res prvič, to je tako nenavadno. Vse zato morate nas razumeti, ja, da smo malo. Okay, upam, da se bojo zmenili, kakorkoli se že bojo v korist vseh nas oziroma v korist Slovenije. Čeprav ima človek vse skozi občutek, pa lahko, da se motim, to je moj osebni občutek, da se pač hočejo zmeniti predvsem tak, da bo fajn njim. Sva že dva, ki imamo taki občutek. Smotri je. Daj muziko. In samo en od nas ima mitološki vrt, tako da ima to še toliko večjo vrednost.
želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In veste, kako je v ponedeljkih? Ne? V ponedeljek se še ne dela prav čisto zares, ker je treba se pomeniti vse, kar se je čez vikend zgodilo in dogajalo. In čez vikend, oziroma v soboto, zgodaj zjutraj ali pa v noči, iz petka na soboto, so pristali tudi člani odprave Artemis 2. To je zagotovo tema. Jaz sem soboto zjutraj, priznam, najprej šel pa na nasin YouTube kanal, pa sem si za nazaj pogledal celo zgodbo, kako je to šlo. Kako so padali? Kako so padali, Neverjetno, to je so bili. neverjetno. Filmsko. Ja, mislim, še vedno je tak, da je leto 2026 dobro, pa če vzamemo v obzir, da je res več kot 50 let, ko smo na zadnji šli tako blizu Lune, nikoli še sicer tako daleč stran kot Artemis 2, še vedno je to hecno, z neko kapsulo, pa z nekimi padali, pa to, ko smo v filmih, vemo, ki smo že vse, ne pa kako pristajamo iz vesolja, v realnosti. No. Ja, pri sondah smo predvsej bolj napredovali kot pri teh raketah, ne? Jap, ampak kako je to dolgo trajalo? Ne vem, sta gledala, nista gledala? Jaz sem pogledala par posnetkov. Ali si gledala celo? Ne, celo nisem. No, jaz sem gledal celo, sicer priznam, sem malo naprej štrckal, ampak ok, in tisto in cela priprava in pol so še dol in pol je bilo 6 minut tišine, ker je pač enostavno se preveč dogajalo v vstopu v atmosfero, in pač ne more antena oddajati, in pol so se oni javili, in veselje so preživeli, in pol je bil splashdown, in pol sem mislil, te pa pol trajalo, kaj si ti nor, te so se helijevi baloni najprej napihnili, da se kapsula ni obrnila, te so pol počasi oni prišli zraven, te so to pregledovali, pa merili, pa neke pline, pol so montirali okoli neki čovn napihljivi, oziroma taki obroček, v bistvu je dobila kapsula, to so najprej napihnili. Pol so šli napihovati posebno ploščad, da so oni lahko ven prišli, pol so te končno odprli vrata, pol so jih te nekako ven zvlekli, pol sta prišla 2 helikoptera, pa so jih najprej v helikopter gor dvignili, pa peljali potem na bližnjo ladjo, in pol so oni na helikopterju še morali sedeti, preden so se, kar je logično, tam pač ni bilo tako močne gravitacije, oziroma je praktično skoraj ni bilo, ko so oni zdaj 10 dni bili v vesolju, in pol so te končno vstali, so aleluja! Ja, ni kar ta, mislim, niso bili blizu, da bi človek zdaj rekel, da se bo to vseh skupaj pa malo radi dramo, ne? Ja, to je, drama je. Verjetno je protokol, mimo katerega. Ja. Po mojem, ko Kitajci dol pridejo, jih samo popakirajo, pa že gremo, niti ne peljejo, se pa te lahko hodiš, se pa te imaš noge, kaj te s tabo je. To pa cela zgodba, cela drama. Ampak, je pa fajn, da smo spet začeli na tak način osvajati vesolje in da več ne hodimo samo v to nizko orbito, v kateri se nahaja mednarodna vesoljska postaja. Pa fajn se še o čem drugem meniti, kot o politiki pa vojnah. Ja, res je. To je bila pa res prijetna osvežitev. Sicer zelo razvlečena melodrama, ampak kar je pomembno, astronauti so na tleh, zdaj pa lahko gremo dalje. Igor še danes manjka, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kaj pa to? Ne vem, če sta opazila, kakšne plane ima ta oranžni posebnež Združenih držav Amerike. Kar drzne. Še za časa življenja bi rad Donald Trump zgradil slavolok, ki bo največji, Ja, najvišja stavba v Washingtonu. 76 metrov visok. Vredo je Donald, razumeli smo. Ja, vse svoje zasluge, ne? Izjemne zasluge. Gromozanske zasluge, res. Veš, kaj pravijo, večji kot je slavolok, manjši klun ima detelček. Sicer pa sej, glej, to ni, bomo rekli, tudi pri nas nepoznan manever. Jaz bi samo rekel, poglejte, rondo z vodometom na koncu Titovega mostu. Dobro jutro. Ja, ta vikend je v našem mestu potekala velika čistilna akcija, že 8. Moji odpadki, moja skrb, tako da če se vam danes zdi, ko greste malo po Mariboru, pa te,
Pa se lepo sveti. Ja, potem se zahvalite torej soobčanu ali soobčanki na levi in na desni. Ja. Ker smo čistili tako levi kot desni breg to soboto in zraven, čeprav moramo se še enkrat opravičiti županu, da pač smo čez vikend brez občutka Mateja na njega spustili. Ampak si hodil okoli z njim malo, ne? Oziroma sta se srečala. Tako? Povej več. V Brestenici sva se srečala. Je imel rokavice? Ja. Je imel? One zdravniške. Seveda, se pa te kot kirurg gre. Ja, seveda. Tako. In je pridno pobiral smeti in moram reči, da je bil kar nasplošno zadovoljen z odzivom, malo manj zadovoljen s tem, kaj vse se najde in da še vedno smetimo, glede na to, da smo del tega okolja in da je to enako, kot da bi v svoj dnevni sobi vrgel. Največkrat opažamo, da tam, kjer smo nekje dobro ščistili, se ne zgodi hitro spet. Najhujše pa je v prometnicah, kjer očitno vozniki avtomobilov še vedno, ne vem, ali imajo tekmovanje v metanju plastenk skozi okno ali cigaretni škatl, tam pa je zelo, zelo boleče to gledati in vedno znova pobirati. Bi si samo želel, da bi se zavedali, da to isto kot da sebi v, ne vem, dnevni sobi vržeš smeti, to je vse naše okolje, smo del tega okolja, smo del te narave in jo moramo čuvati, ne samo zelo, ker to grdo zgleda, ampak tudi dejansko škodimo samim prehranjevalni verigi in vsemu ostalemu. Ja. Je v bistvu karkoli je, to je naša slika, kar počnemo in kak zgledamo. In tu mislim zdaj seveda širše, tako da to ima župan absolutno prav, so se pa tudi kakšne hecne stvari našle, ne, ali pa nenavadne stvari, tudi to si izvedel. Tako, oziroma, ko si ne predstavljaš to dejansko nekdo v naravo da. Marjetka Hauptmann, referentka krajevne skupnosti Brestenica, ga je tako povedala. Mene osebno kar žalosti to, da vsako leto v bistvu se ogromno smeti nabere, ne da bi bilo iz leta v leto manj, ampak je vsako leto več in da tudi najdemo divja odlagališča in v teh odlagališčih, ne vem, od gospodinjskih aparatov do gum, televizorji, hladilnik smo že tudi našli, pa računalnike. Je bil poln? Hladilnik, mislim? Ne. Gepisa, ni bilo dodanega letos? To je bilo lani. Enkrat se spomnim, da se je nekdo na Mariborskem otoku ga našel. Bila pa je tudi ena čelada. Samo razumemo, ne? Ja, seveda razumemo. Čelado sem videl vmes. No pa televizor, to mislim ne razumeš, da bi nekdo kar televizor vrže v naravo. Ja. Tega doben ne razume, razen tisti, ki ga je. Veš kaj, marsikateri navijač marsikaterega kluba je kdaj imel to v mislih, mogoče kdo to potem tudi zares udejano. Ampak nasplošno je bil župan zadovoljen z odzivom in koliko ljudi je prišlo čistiti. Vesel sem, pravzaprav zadovoljen sem, da in še enkrat pohvala vsem, ki so se aktivirali in tudi tisti, ki zdaj pobiramo smeti, nismo na, ne vem, zaslonskih tehnikah, se družimo z svojimi someščani, je neko tako pozitivno druženje, stičišče idej in seveda zavedanje, da samo skupaj zmoremo več. Torej je to nekako postala naša zdaj že navada, del naše identitete in upam, da se bo to čez čas zavedanje iz tega aprilskih vikendov 2-3 preneslo na vseh 52 vikendov. In vsem, ki ste to soboto prišli na to akcijo, hvala lepa. Res hvala. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj pa, če ste odraščali v 80-ih, se boste spomnili, drugače pa naj vam narišem sliko. V 80-ih so bile reklame za Coca-Colo, še prave reklame. Veš, ko je bilo morje, plaža, ko je bilo vroče in potem je nekdo, ki je full žejn in tako veš zašvican, zgore brez, jasno da, ne? Ne ve, kaj bi jim pol naenkrat hladilna torba z ledom, pa noter tak našpikane. Pravilno, pravilno, ono tako more biti, ne? Coca-Cola in polno eno prime in tako odpre ksk in tako veš, ko je vzel pa od blizu pokaže flašo, ko je rosna, ko tako dol teče, ko si tako gledal v smislu, prosim, čeprav ne pit ledeno mrzle Coca-Cola, jaz sem to enkrat probal, pa mislim, da notranje razpado. Si implodiral. To je grozno. Ampak zdaj si pa predstavljate situacijo, da sta vidva tak žejna, morje, galebi, kot slišimo od zadaj, ne? Žeja totalna in tam naenkrat, kot oaza sredi puščave, en štand in ima en ledeno mrzlo Coca-Colo.
in ti jo da in ti odpreš in narediš oni tisti prvi šluk, ne, tisti prvi, ono, iz želje, iz totalne želje, iz tega, da gre za življenje in smrt in potegneš prvi šluk in je nocojna omaka. To se je zgodilo na Novi Zelandiji. Pa da predstavljaš. Ja, pomotoma. Skupaj potegne. Slano. Pa še fulje veš že in veš pa Ja, na ziher, stolko. to si vliješ, ne? Ja, in prvi šluk in ga potegneš. In rečeš, hvala lepa. Jaz grem zdaj. Ta je tudi po mojem notranje eksplodiral. Tako da pazite, ne, ker nikoli ne veš. Kdaj da kdo sojno omako v flašo od Coca-Cole? Recimo. In naj bo to metafora za življenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Si razočaran, ker Pogačar včeraj ni osvojil Pariz-Roubaix? Čuje, mislim, razočaran toliko, ko smo vsi pač malo razočarani, ker valjda pričakuješ, po drugi strani pa tako je sam povedal, ne, da si je zaslužil vaut. Ja, je si, bil je vesel, je pa res, da, in to sem danes povedal, pa še enkrat se opravičujem za mojo francoščino, ampak je bila kar pizdunska taktika, ne. Ampak dobro. Tako veš, ne, Pariz-Roubaix je pol je Vem, ko smo še to mi vozili. Taktika, ne. To smo še mi vozili, se spomniš, ne? No, ne, čist pol malo še moraš imeti sreče, ne, ker ti lahko, da ti ne razpade. Ja, Če imaš samo gumo preluknjeno, tako verješ. Tine, kaj si nam pripravil za ponedeljek? Naredili so eno vedensko-psihološko raziskavo med moškimi, ki delajo na radiju? Ne, Okay, hvala Bogu. tako globoko niso šli. Dobro. In so ugotovili, da se moški odzove manj stresno, če recimo bi ga dali v situacijo, da sreča medveda, kot pa, ko sliši besede, pogovoriti se moramo. Ja, bi rekla. Ja. To je metaforični hudi medved, je to v bistvu, ne? To sta dva lačna grizlija. Ne grizlija, dve lačni samici medvedji. A ja, ne Ki grizlija. branita Ne svoje grizli, otroke. ne grizli, Ja. ni grizli. Samici z malimi mladiči, ne? Ja, te so še bolj opasne. Opasne so. Vse grizli, tudi moje samice. Ja, pa ne, pač Pa boje. kodijaki, recimo, Htela ki sem so še večji. Kaj se menimo? Pa rjavi Največji- medved tudi ima samice. Največji pa naj medved greste je pa skupaj, severni medved, ki pa tudi ima samico. Ja. Pa tudi ne ima boš samice. verjel, ne. Tako da je, Ampak ja. samice so najhujše. Z malimi. Ko so lačne. Nič druga nisem pričakovala. Hvala ti, ne. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Veš, kako so včasih rekli, ne? Da bojo nam roboti najprej vzeli službe, pol pa nas bojo vse bek spravili. Okay, ni tako dramatično, ampak spon umetne inteligence mimo tega ne moremo in vseh teh avtomatizacij, ki se dogajajo, daleč od tega, da bi se še seveda bilo to zdaj vseobsegajoče, je pa že počasi vse prisotno. In mnoga podjetja že imajo tudi natrenirane agente, ki opravljajo določena dela in naloge. In zdaj se pojavlja, veste kaj, to je recimo ena zanimiva novost, ki ne vem, če je že pri nas, domnevam, da še ne, definitivno v Ameriki. Nekatera podjetja odpirajo ene take interne chat kanale, kjer lahko pravi zaposleni, torej ljudje, ne ti AI agenti, med sabo komunicirajo svobodno, stran od teh agentov umetne inteligence, da ne bi slučajno oni to zraven čuli, videli, prebrali, pa kuj začeli dajati neke naloge in neka dodatna dela. Ker zdaj ponekod je že tako, da AI agenti nalagajo dodatna dela ljudem, ki so. Tako da zdaj delajo take, veš, ločene oziroma pač zgodbe, da se lahko oni menijo, brez da se umakneš. Ker grdo, ne? Ja. Dobro, mi takemu placu pravimo kuhna dolje, ne? Ja, mi smo takemu placu pravimo kuhna dolje, ne? Ker grdo, ne? Dobro, mi smo takemu placu pravimo kuhna dolje, ne? Dobro, mi smo takemu placu pravimo kuhna dolje, ne? Ker grdo, ne? Mi takemu placu pravimo kuhna dolje, ne? Ker grdo, ne? Mi takemu placu pravimo kuhna dolje, ne?
Ja. Da greš pa se malo umakne. Zakaj moraš četati, če se lahko zares dobiš, pa se tako meniš? Ja. Tam definitivno ni to teh zraven. Je pa res, da nikoli ne veš, ko ti pol kafe mašina naenkrat reče, čuj, si naredil to? Kaj postopaš tukaj, pa se pogovarjaš, marš na delo. No, to bi bil zadnji dan te kafe mašine, veš, na našem radiju zadnji dan. Ja, bi res bil. Ja. Noben ne bi vedel, kdo je bil, samo naenkrat bi bila na tleh skup zlamana. Ja. Noben ne bi mogel prevzeti odgovornosti, samo vsi bi bili veseli. Tako da ja, no vidite, to so časi, v katere prihajamo. Da so se ponekod že začeli skrivati pred umetno inteligenco na delovnem mestu. Ni tako fajn. Ker slabo, ne? Ja. Jaz sem še vedno pri kafe avtomatu. Ti ga lamaš, zdaj v mislih, Ja. ne priznam. Dobro jutro, zdaj pa tak, kak čas leti. Nisem mogel verjeti, da je v bistvu že 10 let, odkar je šel režirati tja gor v ono veliko gledališče. Eden najuspešnejših režiserjev, govorimo o mariborskih, slovenskih, pa širše gledaliških režiserjih, Tomaž Pandur. Ja, tudi jaz ne bi rekel, da je že Ja, toliko. 10 let. Tomaž Pandur, ki je tam ob koncu 80-ih in v prvi polovici 90-ih naredil, bomo rekli tak, en mednarodni boom z mariborskim gledališčem, z mariborsko dramo in z predstavami, ki so bile za tisti čas. Ja, jaz bi rekel, da verjetno edini režiser mariborski, ki je doživel stoječe ovacije v tujejezičnih področjih. Ja, Pa so v slovenščini igrali, recimo Ja. Nemci. pa so isto stoji ploskali, tako da je res izjemen. No, zdaj bodo v Mariborski umetnostni galeriji pripravili, oziroma so že eno prav posebno razstavo, povezano oziroma posvečeno Tomažu Pandurju. In kaj bo, oziroma kaj si lahko gledamo na tej razstavi, je povedala ena od avtoric, Živa Kleindienst. Predstavlja fotografije predstav Tomaža Pandurja iz njegovega mariborskega obdobja oziroma časa, ko je Tomaž Pandur bil direktor Drame SNG Maribor. Gre za nabor fotografij, ki jih je posnel fotograf Anđelo Božac, ki je bil takrat tudi stalni sodelavec Tomaža Pandurja. Izbrali smo črno-bele fotografije, nastale z specifičnim tudi fotoaparatom, srednjeformatni Hasselblad fotoaparat. Ok, srednjeformatni Hasselblad, verjetno ni v obči uporabi, jaz se upravičujem, ampak res ne poznam tega. Ampak ja, razstava, ki nas malo popelje skozi to zgodovino. Tomaž, ki je kot režiser začel na prvi gimnaziji svojo gledališko skupino, te spisal voz in potem seveda je to samo šlo, vrhunec pa, kot smo rekli, tam konec 80-ih in 90-ih v Mariboru, in potem je svoje delovanje naredil veliko bolj mednarodno. Ampak takrat je mariborsko gledališče bil pravzaprav eden od epicentrov evropske, vrhunske evropske gledališke umetnosti. Vse skupaj je seveda tudi kot sodelavka in kot sestra spremljala tudi Livija Pandur. Takrat je Maribor res postal nek gledališki center, od vse povsod iz tujine, od cele Slovenije so se vozili obiskovalci na te predstave, in tudi ti, ki teh predstav niso videli, so pa slišali od njih, bodo mogoče lahko ujeli en trenutek tega, kar je v tem gledališču nekoč bilo. Ja. In to je seveda eden od pomembnejših zgodovinskih mejnikov našega mesta. Tomaž Pandur, tudi ena od najpomembnejših osebnosti, ki jih je dal Sloveniji in svetu Maribor. In zato seveda razstava torej v UGM-u, Umetnostni galeriji Maribor. Umetnostni, tako, in tam si lahko vse skupaj gledate in podoživite. Ja, v času Borštnikovega srečanja pa se razstava seli v SNG Maribor. Okay. In kaj bomo od te razstave odnesli, Livija? To, kar je fotograf v bistvu v tem trenutku uspel ujeti. In tu je neka moč fotografije Anđela Božca, ki je takrat spremljal naše gledališče v vseh 7 letih in ohrani v bistvu nek ta spomin
na te predstave skozi svoj fotografski aparat. Nek zamrznjeni trenutek neke lepote in mislim, da te fotografije izžarevajo to. In v obiskovalcu ali pa gledalcu, ki je videl predstave in bo zdaj si ogledal tudi to razstavo, se mi zdi, da bodo lahko vzbudile nek spomin na to, kar je v tem mariborskem gledališču bilo. Ja, že v Mariborski umetnostni galeriji, tako da privoščite si. Zdaj pa gremo malo v zgodovino popularne glasbe. 13. april 1985, koliko let nazaj je to? Ok, 41, vama možgan na tla pade. Zdaj sem odšteval od svojih let. Kaj si? Zakaj? Ja, ne vem. Zakaj? Če ti si že probal pil sem. takrat. Ja, 3 leta je bil star, ne? Ja, ne. Skoraj. Skratka, to je bil datum, ko je prišel na lestvice in direkt na mesto številka 1 in tam ostal 8 tednov, kar je bilo vrhunsko za tisti čas. En dobrodelni projekt, ki sta ga pripravila Lionel Richie in Quincy Jones, veliko je pomagal tudi Michael Jackson, in sicer We Are The World. Verjetno se spomnite, USA for Africa, in takrat so se tudi na tak način borili in osveščali in tako dalje, nabirali sredstva. Ampak kar je še bolj genialno pri tem hitu, in to res priporočam, da si ogledate na Netflixu, je še vedno dokumentarec Greatest Night in Pop Music. In to morate vedeti, to so morali v enem večeru oziroma v eni noči, ker vse te skupaj spraviti, to ni pes. Ja, pa res. Ker to so bili takrat vsi največji zvezdniki, ki so bili tisti moment. Mislim, da edino za Princa je bilo tako, ali bo prišel ali ne, pa se je odločil, da ne. Bilo je to na dan, ko so podeljevali tudi Grammyje. In kar je zanimivo, Lionel Richie je tiste Grammyje tudi vodil. In pol od tam so leteli noter v studio, vse je moralo biti v absolutni zavito v tančico skrivnosti, vse je bilo underground, da ne bi slučajno zvedli in pol bi seveda vsi mediji napadli, pa paparaci in tako dalje. Oni so morali imeti svoj mir in pol so morali priti v studio in tam zapeti vse, najprej vse solo linije, pa zbor, in tako so celo noč delali. S tem, da morate vedeti, mnogi od njih, teh glasbenikov, so prišli tja direktno iz Čage, ne? In pol v tem dokumentarcu tudi vidiš, kdo je bil malo na ajhani, pa kdo ne, pa komu je bilo hudo, pa težko, pa tako dalje. Ampak je res super dokumentarec in se mi zdi, da je en tak monumentalni dosežek v zgodovini popularne glasbe, da ti toliko glasbenikov isti cajt, ker to ni zdaj bilo, da bojo, zdaj pa bo oni prišel, pa bo oni v onem studiu nasnel, pa poslal posnetek, pa ni bilo tega. Quincy Jones je tega ni šel. In res vrhunsko. Tako da, če se že toliko menimo, ne, zakaj ne bi se tudi v celoti spomnili tega velikega dosežka, ko govorimo o popularni glasbi, jasno da. Bil je to izjemen večer, izjemna noč in na današnji dan, torej 3 mesece kasneje, potem ko so to tudi dejansko posneli, je prišel direkt na številke 1. We Are The World. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.